V petek je v Narodnem domu v Celju potekala konferenca z naslovom Gensko spremenjeni organizmi, jim delamo krivico ali se jih upravičeno bojimo. Organizirala jo je informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Gensko spremenjeni organizmi so stari približno 30 let, približno 20 letji pa se jih uporablja. Na konferenci so soočili argumente za in proti gensko spremenjenim organizmom. ZDA so na tem področju precej odprte in je njihova pridelava usmerjena predvsem v to. Evropa pa ima pri tem kar nekaj zadržkov. Svoje poglede je predstavila stroka, dva predstavnika ministrstva in pa evropska poslanca dr. Igor Šoltes in Franc Bogovič, ki oba zagovarjata stališče proti GSO. V duhu ali pa v okviru znanosti in s tem seveda se lahko pomaga razvoju in zdravljenju nekaterih bolezni, seveda lahko pozitivno, vendar ko to postane sredstvo korporacij in industrije za zmanjševanje dobička in za hitro rast, ki postane potem tudi odporna proti mnogokaterim naravnim, v narekovaju sovražnikom, to postane seveda lahko potem tudi tvegano področje. In naravno zato kapital, kot smo se iz zgodovine že naučili, ponavadi nima meja in kratko potegnejo ljudje in potrošniki. Zato se mi zdi, da potrošniki kot prvo morajo imeti možnost vedeti, kaj to v resnici pomeni, torej se soočiti z razlogi za, razlogi proti, in kot velja vtis danes, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, je večina prebivalstva seveda proti GSO-ju, tudi zato, ker imamo premalo podatkov o tem, kaj v resnici to pomeni. Na eni strani nas skušajo prikazati samo seveda pozitivne učinke, dejstvo pa je, da narave na dolgi rok seveda se ne da pretentati. Evropa ima zelo malo površin, toliko kot je njivskih površin v Sloveniji, je v Evropi gensko spremenjenih poljščin, pa je Evropa samooskrbna, velika izvoznica hrane, največja izvoznica hrane, in tudi Američani zelo radi posegajo po evropskih končnih izdelkih in smo v bistvu v tem tudi z tem, ko imamo okolju sprejemljivejše, varnejše kmetijstvo, v tem imamo tudi določeno konkurenčno prednost. Tako da so ostale tudi žlahtniteljske metode, ki delajo velike napredke pri razvoju semen, tako da sam nisem med tistimi, ki bi potrdil tej tezi, da vekolikor ne bomo presegli na gensko spremenjeno tehnologijo, da bo svet lačen. Kot stroka za je svoje stališča predstavil dr. Borut Bohanec, predstojnik katedre za rastlinsko biotehnologijo, tkivne kulture, žlahtnjenje rastlin, biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovi podatki govorijo predvsem v prid večji pridelavi, uporabi manj pesticidov, večji odpornosti za viruse in bakterijska obolenja, velika odpornost na sušo, lahko izločijo alergene, ustvarijo čebulo, ob kateri se ne jokamo, ali pa krompir, ki ne potemni. Strani ministrstva je konkretno argumente nasproti predstavila Renata Puc iz Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je poudarila, da je predvsem težava v tem, da ne poznamo njihovega dolgotrajnega učinka. Dolgoročni učinki pač žal niso znani, zaradi tega, ker dolgoročne študije niso upravljene in bi bilo tudi težko izvesti. Zaradi tega obstaja neka negotovost. Res pa je, da gensko spremenjeni organizmi kot taki niso akutno škodljivi, niso akutno strupeni, zaradi tega, ker to se preverja že v sami oceni tveganja, dolgoročnih učinkov pa žal ne poznamo. Nasproti temu je dr. Bohanec predstavil pomemben podatek, da se v 20 letih niso pokazale nobene težave, niti ni bilo nikakršnih stranskih učinkov, a so na drugi strani vztrajali, da je to prekratka doba, da bi lahko to že ocenili kot potrjeno. Vprašanje, ki se poraja in je bilo tudi izpostavljeno, je, zakaj je pridelava prepovedana, medtem ko GSO uvažamo. Ta stvar ima korenine, če se spomnite, v času, ko je prišlo do pojava bolezni TSE in do prepovedi uporabe mesno-kostne moke v prehrani živali. Takrat je kar naenkrat nastal primanjkljaj beljakovin, nujno potrebnih pač pri reji živali. Te beljakovine so se potem seveda nadomestile s sojnimi beljakovinami, ker so najbolj primerljive in tudi cenovno najbolj ugodne. Zaradi tega je prišlo do takega velikega povpraševanja po soji, ki ga pokriva trenutno Južna Amerika predvsem. Kar se Slovenije tiče, uvažamo iz Brazilije in iz Argentine.
Se pa lahko povem recimo podatke, da od leta 2012, ko smo za Slovenijo vozili približno 100.000 ton sojinih tropin iz gensko spremenjene soje, je procent zaradi večje predelave brez GSO padel oziroma količina padla na 60.000 ton za lansko leto. Se pravi, količine uvožene se zmanjšujejo, uradni podatek za Luko je sicer večji, je okrog 600.000 ton letnega uvoza, kar pa ne konča vse v Sloveniji, ampak gre tudi v sosednje države. Tukaj se poraja tudi etnično vprašanje, kam gre tehnologija teh gensko spremenjenih organizmov. Se to lahko prenese tudi na ljudi in živali in dr. Šoltes je poudaril, da mora pri tem prevladati zdrav razum. Genskih spremembah in ko pomislimo na seveda ljudi in tudi na živali konec koncev. Če se samo spomnite, koliko vprašanj se je postavljalo prvi klonirani ovci, koliko seveda tudi moralnih zadržkov ob tem nastane, kaj to pomeni za morebitne zlorabe genskih sprememb. In seveda, teoretično lahko rečemo, dokler to sodi v okvir dobrega pomoči in zdravljenja, ne bi se teoretično lahko strinjali, ampak vse kot ve, se je tudi smodnik, ko se je iznašel, če bi se uporabljal za dobre namene, verjetno ne bi povzročil toliko žrtev, seveda, kot povzroča danes v različnih oblikah. In tisto, oziroma ljudje smo nagnjeni k temu, da stvari potem uporabimo tudi v namene, ki niso vedno samo pozitivni. Zato pravim, v Evropi še vedno velja relativno pozitiven in previdnostni učinek, čeprav se ne moremo slepiti, ker veliko gensko spremenjenih organizmov že je na naših tržiščih, ga že uživamo in tudi zato mislim, da je potrebno zaščititi potrošnike, da se stvari pravilno označijo in na ta način tudi potrošnikom omogočijo možnost izbire. Predvsem pa si bi želel čim več tovrstnih soočenj, ki so bile danes, čim več izmenjave informacij in torej soočenja pro et kontra argumentov. Veliko je bilo govora tudi o tem, da je to predvsem lažja pot za pridelovalce, a vendarle, kot je poudarila Pucova, gre tudi za okolje in potrošnika. Vsi gensko spremenjeni organizmi, ki so trenutno na trgu in so namenjeni pridelavi, prehrani ljudi ali pa živali, so gensko spremenjeni na način, ki omogoča lažjo pridelavo pridelovalcem. Ne bom rekla, da tudi večji zaslužek, predvsem lažjo pridelavo za določen čas. Ko pa stvar sprostimo v okolje, se moramo pa zavedati, da so učinki dosti pogosto nepovratni. In zato je potrebna posebna previdnost, predvsem pri predelavi, veliko večja, kot pa recimo trenutno pri uporabi. Vsekakor je to tema, ki bo še zaposlovala Evropo in evropske poslance. A kot je povedal dr. Šoltes, znanost seveda si želi dobro in uspehe. A problem je, kot to želijo izrabljati tisti, ki ne mislijo dobro. Kljub temu, da se na tem področju vidijo nekateri pozitivni učinki, je vedno potrebno gledati na naravo. Kot je dejal Bogovič, s križanjem vendarle posegamo v naravno ravnovesje.